Spoštovano občinstvo, nazaj smo, to je druga sezona najboljše informativne oddaje pri nas in to je Vojna Šalca! V drugi sezoni ne bomo prizanašali nikomur, ne nikomur, tokrat gre za res. Poletje je za nami in bilo je pestro, zato se spodobi, da naredimo kratek pregled poletja. Ste za? Vsi so za. Zato smo tle. Predsednik največje opozicijske stranke, idol in heroj, mojster retorike, domnevno nepodkupljiv zvezdnik sredinih lamentacij pred sodno palačo v Ljubljani, nekdanji cimer Damirja Brajdiča v sobi 31B na Dobu. Za vse, ki ne veste, o kom je govor, v mislih imam seveda Johanesa Ivana Janšo, ki je bil poleti spet žrtev. Ja, ampak tokrat ne politike. Ne boste verjeli, koga pa. Slaščičarne. Res, Janša je v namene praznovanja naročil torto v obliki vlakca Tomaža. Poznate? Vsi smo gledali risanko. No, in ta špasna slaščičarna je velikemu vodji spekla torto s Tomažem Črncem. Tudi s torto se da zjebati človeka, me je zelo žal. Pridite vsi v kuhno, presenečenje, smo vsi zbrani. Pojmo naprej. Rupel se je izpisal iz SDS, ker je bil užaljen, da ga niso vključili v prenovljeni strokovni svet. Zakaj ga niste vključili v SDS? A ne veste, da on sprejme vse? A ne veste tega? On je bil že vse povsod. V levi vladi, v desni vladi, pa župan, pa veleposlanik, pa spet malo v levi, pa spet malo v desni. Sam še na Miklošičevi ni kebabov delal, drugače bi pa povsod. Povsod sprejel bi tudi ponudbo za ministra v hrvaški vladi. Jaz sem prepričan. Verjetno je bil premal pravoveren za SDS. Ampak jaz pravim, pravoveren ali ne, je pa mrhovinar in to s pokvarjeno prebavo. Dimitrij, zakaj umažeš škat, ko v njej si dan, ko splakneš? To vedi, usrana bo še bolj, če vanjo glavo utakneš. Kaj je še bilo? Ruski premijer Medvedev se je udeležil slovesnosti ob 99-letnici postavitve kapelice, ki opominja na tragedijo pod Vršičem. Ja. Prireditev je Medvedeva tako ganila, da je rekel, to je bilo pa tako lepo, da vam bom pocenil plin. Zatem je imel govor še Cerar in Medvedev je dejal, to je bilo slišati pa tako nedojebano, da se boste to zimo greli z lesom. Še dobro, da ni imel govora Pahor, ker pa bi nas pa napadli. To je pa enkrat ena, to je pa enega. Kaj še? V Pjongjangu je nastopil naš največji izvozni glasbeni band iz Trbovelj, Laibach. V Severni Koreji so sicer uživali, nastopi so šli fantastično, od 2 nastopov so enega skeslali. Vodja skupine Milan Fras pa je ob prihodu v Pjongjang izjavil, mat kurba lega tle pa še bolj kurdsko pri nas v Trbovljah. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22. uri na Planet TV. Hej tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.